Spoštovani gostje, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spremembe zahtevajo inovacije in inovacije vodijo do napredka, je nekoč dejal kitajski premier Li Keqiang. Pa še kako prav je imel. Spoštovani gospod predsednik, zbrani gostje in vsi, ki nas spremljate preko zaslonov, dobrodošli na premierni podelitvi priznanj Inženirska iskra. Iz predsedniške palače, kjer nas gosti predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, vas pozdravljava Leon in Teja. Danes bomo podelili kar 3 priznanja za dosežke, ki jih je ekipa Inženirke in inženirji BOMO v preteklem letu prepoznala kot inovativne, prebojne in lahko mladim služijo kot zgled, kaj vse se z inženirskim znanjem, sodelovalnim in ekipnim duhom da doseči. Torej, prejemniki priznanj so... Čakaj, Leon, ne morava kar takoj povedati, kdo so prejemniki. Saj veš, najprej je treba povedati, zakaj je Inženirska iskra, kakšen je njen namen in zakaj je projekt Inženirke in inženirji BOMO tako pomemben. Ja, dobro, ampak se midva nimava toliko materijala. Saj ne bo samo midva govorila. Najprej nas bo nagovoril dekan Fakultete za elektrotehniko, z nami bosta tudi obe inženirki leta, nagovoril pa nas bo tudi častni pokrovitelj projekta Inženirke in inženirji BOMO, predsednik Republike Borut Pahor. Skratka, sami izjemni gostje. Ja, potem pa najbolje, da kar začnemo. Z nami je profesor dr. Gregor Dolinar, dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ki nas bo nagovoril v imenu partnerjev projekta Inženirke in inženirji BOMO. Dr. Dolinar, vabiva vas k besedi. Spoštovani predsednik, spoštovani nagrajenci, spoštovani zbrani. Veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko nagovorim v imenu partnerjev projekta Inženirke in inženirji BOMO. O samem projektu in o nagrajencih bo nekoliko več govora v nadaljevanju. Sam pa želim ponovno opozoriti na pomen tehnike in naravoslovja v naši družbi. Pravzaprav smo navajeni, lahko bi rekel, pravzaprav razvajeni nad tem, kako hitro se razvija naše tehnologije, kako inženirji in inženirke ves čas iščejo in najdejo odgovore na izzive, ki jih pred nas postavlja čas. Pa naj bo to v običajnih časih ali pa je to v nekih kriznih razmerah, kot smo jih doživeli letos. Ko govorimo o izzivih, ki jih rešujejo inženirji, ne moremo mimo tega, da je pomembno, da na te izzive znamo odgovoriti tudi sami. Da se ne zanašamo na odgovore iz tujine, ampak da imamo v Sloveniji ljudi, ki znajo, ki s svojimi inovativnimi idejami lahko poiščejo odgovore na velike težave, ki se jih pred nas postavlja čas. In prav tukaj bi rad poudaril pomen tega projekta. Navduševanje mladih v Sloveniji, ki se bodo navdušili za inženirske poklice in bodo potem v sodelovanju z slovenskim gospodarstvom lahko prispevali k odgovorom na izzive te naše družbe. Torej, jaz bi se tukaj v imenu partnerjev zahvalil vsem pobudnikom tega projekta. Fakulteta za elektrotehniko Univerze je ponosen in vesel partner pri tem projektu in veselimo se sodelovanja tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala dr. Dolinarju za lepe besede. Teja, zdaj pa je res že čas, da podelimo priznanja, kaj ne? Počasi. Dajva najprej razložiti, kaj sploh projekt Inženirke in inženirji BOMO je. Ja, to bi bilo pa dobro. Saj je verjetno z nami tudi kdo, ki projekta ne pozna.
Namen projekta Inženirke in inženirji bomo je promocija inženirskih, tehnoloških in naravoslovnih poklicev ter inovativnosti na vodilnih slovenskih gimnazijah. Cilj je spodbujanje razvoja talentov in navduševanje mladih za ustvarjalnost v tehniških poklicih in inovativnost, ki bosta vodili k dvigovanju dodane vrednosti in konkurenčnosti. Projekt združuje inženirje, menedžerje, raziskovalce, podjetnike in študente, ki mlade nagovarjajo na osrednjih dogodkih na slovenskih gimnazijah. Povezuje že več kot 70 organizacij in je naslovil že prek 5600 mladih, ki jih želimo spodbuditi k razmisleku, v čem sem dober, kaj me veseli in kaj okolje potrebuje. Rezultati se že kažejo v povišanem interesu za tehnične in naravoslovne poklice. Letos pa smo se lotili nečesa novega, to je inženirska iskra. Inženirska iskra je priznanje za najbolj inovativne dosežke, ki jih je v zadnjem letu prepoznala ekipa Inženirke in inženirji bomo. Glavni namen je osvetliti in izkazati priznanje prebojnim ali izvirnim praksam, projektom ali dogodkom, ki so v šolskem letu pomembno prispevali k razvoju, veljavi in navduševanju za inženirski poklic ter inovativnost v družbi. Potem ima priznanje zelo podoben pomen kot projekt Inženirka leta. Inženirka leta? Naj ti povem nekaj o tem projektu. Z izborom Inženirka leta naslavljamo problem nevidnosti inženirk v družbi. Cilj izbora je s poznavanjem slovenskih inženirk pokazati, kako zanimive stvari počnejo in kako s svojim znanjem in delom prispevajo k napredku. Z njim vsako leto javnosti predstavimo 10 zanimivih inženirk, oseb, ki svojo osebnostjo in delom mlade lahko spodbudijo, navdušijo ali opogumijo za odločitev o inženirski študijski ali poklicni poti. Izmed njih pa vsako leto ena prejme priznanje Inženirka leta. V središče izbora ne postavljamo inženirskih dosežkov posameznice, temveč njeno odliko ali potencial, da je kot inženirka zgled ali navdih mlajšim generacijam deklet. Wow, sami dobri projekti. Ampak zdaj je pa res že čas, da nehava govoriti in podelimo priznanja, kaj ne? No pa dajmo. Prvo inženirsko iskro bo podelil Rok Capuder, direktor Zavoda 404, partnerja projekta Inženirke in inženirji bomo. Gospod Capuder, vabim vas, da se nama pridružite. Nadarjen, nadarjen, nenadarjen. A moj otrok ni nadarjen, pa kaj je to? Jaz temu ne verjamem. Nenadarjena. Dejstvo pa je, da je najbrž ta otrok prvih 5 let recimo svojega življenja intenzivno delal na tem starši. Da je imel vedno to idejo v glavi, ok. Oni so nadarjeni, jaz pa nisem. Tudi če si talent model, imaš lahko talent model. Posameznik je dolžen izkoristiti svoj potencial, to sploh nima izbire. A je družba dolžna razvijati potenciale? Da se recimo lahko ta cilj razvija, da se lahko ljudje razvijajo. Ne samo tisti, ki že kažejo nek potencial, ampak tisti, ki ga mogoče še ne. Inženirsko iskro prejme Gimnazija Vič za projekt Ministrstvo za nadarjenost. Priznanje bo v imenu Gimnazije Vič prevzela magistrica Alenka Krapeš, ravnateljica Gimnazije Vič. Najlepša hvala obema. Leon, povej nam, s čim so nas prav dijaki Gimnazije Vič navdihnili? Dijaki Ela, Peter, Daniel, Uma in Urška so z odgovornostjo samostojno prevzeli nalogo in novembra v Portorožu avtentično in duhovito predstavili svoje razumevanje dela z nadarjenimi. Zavrnili so etiketiranje nadarjenih in povezavo med nadarjenostjo in ocenami v šoli. Osvetlili so, kaj potrebuje mlad človek, da svojo nadarjenost razvije v talent. Prikaz srednješolcev, kakšne negativne posledice nosi družba, če nadarjenost mladega človeka ni prepoznana in v okolju ne obstaja sistem in kultura za razvoj potencialov, je pustil prepoznaven odtis na posvetu. Razmišljanja Ministrstva za nadarjenost so glas mladih. Morda je lahko Slovenija prva država na svetu, ki ga sliši
In modrost mladih prelijejo pomembne odločitve o tem, kako se učimo in razvijamo. Iskrene čestitke prejemnikom prve inženirske iskre, dijakom gimnazije Vič, mentoricam Maji Garden in Sonji Artač in ravnateljici. Sedaj pa k besedi vabim dijaka gimnazije Vič, Danijela Blažiča. Pozdravljeni. Jaz bi se seveda v imenu cele ekipe najprej v prvi vrsti zahvalil našima mentorcama, Sonji Artač pa Maji Garden, potem predstavnikom podjetja Mediade za celotno priložnost in pa seveda pokrovitelju, gospodu predsedniku. Mogoče bi dodal še to misel, da je res lepo, že obstoj tega priznanja nakazuje, da se posluša tudi mlade danes in se mi zdi, da to nekako vodi v boljšo prihodnost. Hvala. Hvala, Danijel. Sedaj pa se pomikamo k podelitvi druge inženirske iskre. Podelila jo bo prva inženirka leta in razvojna inženirka v podjetju RLS Merilna tehnika Dora Domanko. Gospa Domanko, vabim vas, da se nama pridružite. Sem Miha Meglič. Sem Aljaž Medič. Ime mi je Matija Dimšar in sem dijak strokovne gimnazije Kranj. In danes grem na job shadowing. Kaj je job shadowing? To je v bistvu cel dan sledil enemu inženirju, ga spremljal, ga pozval, si zapisoval, kaj dela in se v glavnem zelo veliko naučil. Poznal, kaj vse so naloge inženirja. Ful veliko sem se naučil. Videl sem, kako izgledajo njihovi vsakdanjiki. Veliko novih stvari sem se naučil. Veliko mnogo folka sem spoznal. Danes sem pogruntal, da je to tista stvar, katero želim početi v življenju. Res, top izkušnja. Inženirsko iskro prejme strokovna tehniška gimnazija Šolskega centra Kranj za program Senčenja inženir za en dan. Priznanje bo v imenu strokovne tehniške gimnazije Šolskega centra Kranj prevzela magistrica Lidija Goljat Prelogar, ravnateljica strokovne gimnazije Kranj. Najlepša hvala obema. Veš, tole senčenje se pa tudi meni zdi super izkušnja. Res je. Praksa senčenja inženir za en dan je bila prvič izvedena na strokovni tehniški gimnaziji Šolskega centra Kranj in v podjetjih Iskra Emeko, Iskra Tel in Lotrič Meroslovje. Predstavlja izvirno, izvedbeno enostavno, a visoko učinkovito spoznavanje mladih z inženirskim poklicem. Dijakom je ponudila priložnost, da en dan preživijo v podjetju in v živo spremljajo delo inženirja. Na ta način so iz prve roke doživeli, kako izgleda delovno okolje inženirskega poklica in se spoznali tudi z izzivi vodenja in sodelovanja. Vtisi dijakov in podjetij so bili ob zaključku vzajemno prežeti z navdihom in zadovoljstvom. Da je navdušenje nalezljivo in odmevno, dokazuje tudi visoko število letošnjih prijav za vpis na gimnazijo. Iskrene čestitke prejemnikom druge inženirske iskre, dijakom strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj, mentorici Dari Kramarič in ravnateljici. Sedaj pa k besedi vabim Aljaža Mediča, maturanta strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj. Pozdravljeni. V imenu ekipe projekta Inženir za en dan bi se rad zahvalil gospe Editi Krajnovič in skupnosti Inženirke in inženirji Bomo, ki so prepoznali projekt Inženir za en dan oziroma prakso senčenja v podjetjih kot prebojno inovativno prakso v šolskem prostoru. In seveda gospe Dori Domanko, ki nam je podelila. Veseli smo, da smo utrli pot novim generacijam dijakom naše šole, ki bodo odslej naprej hodili redno na senčenje podjetja. Velika zahvala tudi trem podjetjem, ki so bile pripravljene z nami izpeljati ta projekt in sicer Iskra Tel, Iskra Emeko in Lotrič Meroslovje.
In na koncu naj povem, da se jeseni podajamo na fakulteto in da smo zelo veseli in ponosni, da smo bili del te uspešne zgodbe na strokovni gimnaziji Šolskega centra Kranj. Hvala ravnateljici in vsem profesorjem, ki so z nami zavzeto delali vsa ta leta. Predvsem pa verjamemo, da se v Sloveniji za nove generacije inženirjev in inženirk nikakor ni treba bati. Hvala lepa. Hvala Aljažu in dijakom strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj in še enkrat čestitke. Čaka pa nas še podelitev zadnje, tretje inženirske iskre, ki bo malo posebna. Prejele jo bodo namreč kar 4 razvojne skupine, ki so izdelale vsaka svoj respirator v okviru projekta Slovenski respirator. Priznanja bo podelila aktualna inženirka leta, raziskovalka in predavateljica na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, doktorica Aida Kamišalić-Latifić. Aida, vabimo vas, da se nama pridružite. Predlagam, da si kar pogledamo tudi prvo video predstavitev. Inženirsko iskro prejme razvojna skupina Diham v sestavi Lotrič Miroslovje, Domel, EKVB, Tehnološki park Ljubljana, Zavod 404 in podjetje BPMC. Priznanje bo v imenu razvojne skupine Diham prevzel Miha Peternel, razvojni inženir v podjetju Lotrič Miroslovje. Čestitke skupini Diham. Sedaj pa sledi naslednja podelitev. Pa si poglejmo, kaj vse lahko doseže skupina izjemnih posameznikov. Inženirsko iskro prejme skupina Janeza Pirca s sodelavci in prijatelji. Priznanje bo v imenu razvojne skupine Janeza Pirca s sodelavci in prijatelji prevzel Tomaž Lah, predstavnik podjetja Fotona. Iskrene čestitke celotni ekipi Janeza Pirca s sodelavci in prijatelji za izjemen uspeh. In že nadaljujemo z naslednjo podelitvijo. Poglejmo si, s čim nas je prepričala tretja skupina. Inženirsko iskro prejme Hiša eksperimentov. Priznanje bo v imenu razvojne skupine Hiše eksperimentov prevzel Borut Likar, vodja projekta.
Iskrene čestitke ekipi Hiše eksperimentov in vsem, ki so sodelovali pri razvoju. In že smo pri zadnji, ampak zato nič manj pomembni iskri. Poglejmo si, kako je nastal Fespirator. Inženirsko iskro prejme Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani s partnerji. Priznanje bo v imenu razvojne skupine Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani s partnerji prevzel dr. Marko Topič, predstojnik katedre za elektroniko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Iskrene čestitke prejemnikom zadnjega priznanja ekipi Fakultete za elektrotehniko s partnerji. Hvala tudi doktorici Kamišalić Latifić. Slovenija je že mnogokrat dokazala, da je zibelka inženirjev, inovatorjev in pionirjev. Da današnje generacije inženirjev ne zaostajajo za velikimi zgodovinskimi dosežki, so v času COVID-19 krize potrdile 4 razvojne skupine inženirjev. Te so v rekordnem času razvile prototipe respiratorja, ključnega aparata za reševanje življenj v pandemiji. Priložnost, da se vključijo v reševanje izziva, so dobili tudi mladi, ki so bili nad izkušnjo navdušeni. K besedi pa vabim dr. Marka Topiča iz skupine Fespirator, ki nas bo nagovoril v imenu vseh 4 skupin. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani nagrajenci, spoštovane dame in gospodje. Natančnost, dovršenost, preprostost rešitev, tehnološka izvedljivost, ekonomska in energetska učinkovitost, dobavljivost, ergonomičnost in še bi lahko našteval, so inženirski kriteriji, ki jih prepletamo v razvoju novih proizvodov. To so vidiki, ki se neprestano prepletajo v glavah vseh inženirjev. To so vidiki, ki se dejansko jih prenašamo na tehniških fakultetah novim generacijam inženirjev. To so vidiki, ki so še bolj izpostavljeni v času krize. Pandemija COVID-19 in črne napovedi so nam postavile nov izid. Izziv načrtovanja in izdelave pandemskih ventilatorjev, ki bi reševala življenje. Izziv, ki seveda smo se ga lotili z vso vnemo in predanostjo. Iz domoljubja, iz pripadnosti, iz človekoljubja, iz odgovornosti in dolžnosti, da pomagamo z vso močjo in čas nam ni bil naklonjen. Naši zavezniki pa so bili medicinsko osebje. In sicer z odličnim sodelovanjem Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani in izjemnih posameznikov, zdravnikov, specialistov, reanimatologov in anesteziologov, bi ne prišli do zavidljivih rezultatov v tako kratkem času in doseganju vseh funkcionalnosti pandemskih ventilatorjev. V zgolj enem dobrem mesecu z številnimi neprespanimi nočmi in seveda smo uspeli. Pomen obvladovanja kritičnih znanj, samozadostnosti in samooskrbe so nauk in opomin vsem narodom in celi Evropi. Povezovanje, sodelovanje in požrtvovalnost
so nas zaznamovali in to neprecenljivo izkušnjo bomo vsi sodelujoči nosili v srcu in v glavi. Lahko računate spet na nas. V imenu vseh 4 razvojnih ekip se iskreno zahvaljujem za podeljeno inženirsko iskro in naj se na področju inženirstva še naprej v Sloveniji močno iskri. Hvala lepa. Hvala, dr. Topič. Inženirji se izzivov, ki so pred nami, preprosto lotimo. Tudi če morda ne razumemo ali ne znamo vsega, vseeno poskusimo in preizkusimo samega sebe. Res je bil super projekt. Hvaležni smo, da smo lahko kot študenti sodelovali z vodji razvojnih timov iz različnih podjetij, spoznali podjetja in nova področja dela, je dejal eden od sodelujočih študentov. Ampak Teja, ti si meni obljubila, da nas bo nagovoril tudi predsednik republike. Seveda in ne le to. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je častni pokrovitelj projekta Inženirke in inženirji bomo. Za današnjo izjemno priložnost je priredil sprejem v predsedniški palači. Toplo ga pozdravljam in vabim, da nagovori zbrane goste. Spoštovane nagrajenke in nagrajenci, gospe in gospodje. O inženirstvu veste vi vse in največ in jaz glede tega ne bi tekmoval z vami. Bi pa kot predsednik republike in častni pokrovitelj teh in podobnih projektov vse od leta 2014 naprej dejal, da popolnoma razumem vaš pomen in da se pomena vašega znanja in dela zaveda vse širši in širši krog splošne javnosti. To je zelo pomembno zato, ker v kolektivno zavest prihaja cenjenje vašega znanja in vašega dela, vaših dosežkov, tudi s priznanji, ki potem mlade ljudi, ki se ozirajo za svojo izobrazbo in poklici, navdihuje k odločitvi za inženirske, tehnološke ali naravoslovne študije. Kot družboslovec ne ugotovim, da se je svet znašel ne samo zaradi pandemije, to je nek katalizator, ampak tudi sicer v nekem zgoščenem času svojega razvoja, ko utegne neka zelo zahtevna družboslovna trenja rešiti prav tehnološka inženirska naravoslovna znanost. Z svojimi odkritji, z svojimi inovacijami. Še ne vemo kako, ne vemo kdaj, ampak mnogi med nami, jaz sem med njimi, menijo, da bodo prav nove tehnične, tehnološke rešitve, nove tehnologije dale odgovore na stare in nove probleme, odgovore, ki jih danes še ne poznamo. In neskončno bomo Slovenci in Slovenke ponosni, če boste vi med tistimi, ki bodo na globalni ravni skupaj z drugimi najbolj učenimi ljudmi na svetu ponudili in dali te odgovore. Ni nobenih razlogov, da bi Slovenci, ne glede na našo tradicijo, še manj pa glede na sedanje stanje, zaostajali za drugimi narodi. Čeprav smo majhna država, lahko z svojo pametjo, predvsem pa z inovativnostjo, ki jo s tem projektom prav tako glasno nagovarjamo, ne samo tekmujemo, ampak sodelujemo v tem čudovitem projektu 21. stoletja. Kot predsednik republike tukaj v tej dvorani vročam odlikovanja za življenjske dosežke, mnogokrat tudi na področjih, s katerih prihajate vi. Ugotavljam, da najvišji dosežki na področju teh znanosti niso samo plod znanja. To znanje ima še marsikdo drug. Niti niso samo plod talenta. Ta talent ima še marsikdo drug od njihovih znancev, kolegov. Tisto, kar odlikuje posameznike, ki v inovativnosti dajo piko na i, je njihov pogum,
da storijo korak več in njihova vztrajnost, da pri prvem porazu ne odnehajo. To je pa stvar vzgoje, ne samo znanja. Mislim, da v Sloveniji imamo čudovit kader, ki mlade ljudi nagovarja k temu študiju. Vidim, da se vse bolj in bolj mladi odločajo za ta študij in mislim, da profesori, kolikor sam lahko ocenim seveda, ne kot pedagog, ne nagovarjajo k odličnosti svojih študentov samo s tem, ko jim predajajo znanje, ampak tudi s tem, ko jih navdihujejo z vzgojo za zmago. Do zmage ne vodi nobena kraljevska pot. Zato je potreben, kot sem rekel, pogum in vztrajnost. Prosim vse vas, da kolikor imate možnosti, o teh stvareh, o tem, da so to pomembna znanja za naš splošni razvoj, za smer tega razvoja, od vas, od vaših izumov, od vašega dela, bo v veliki meri odvisno, kako bomo urejali naša politična, gospodarska, družbena in druga vprašanja. Mi v veliki meri računamo na vaše znanje in hkrati, kot sem rekel, tudi na vaš pogum in vztrajnost, da se dokopljamo do rešitev, ki bodo trajnostne, ki bodo zavarovale te planet, da ga bomo lahko dali našim otrokom in vnukom, da ga bomo naredili morda še bolj naprednega, učinkovitega, v nekem smislu bolj pravičnega. Mislim, da pravičnost ni samo družboslovni pojem, ampak ga je mogoče razumeti skozi nekatera razmerja, ki prihajajo iz povsem drugega dela našega sveta. Vi ste del tega sveta. Zelo ste pomembni za razvoj Slovenije, zelo ste pomembni za razvoj sveta. Želim vam, da bi na tej poti te nagrade, ki jih prejemate, dajale novo energijo za nove poti, še neraziskane, pogumno in vztrajno, in da bi s tem, ko počnete nekaj, kar je vznemirljivo, nagovorili tiste mlade ljudi, ki se zdaj odločajo za nadaljevanje študija ob koncu 9. leta osnovne šole, pa tam ob koncu gimnazije, morda celo ob koncu študija na faksu, da, če jim tako govori njihovo srce, njihova radovednost, krenejo po tej poti in dajo svoj prispevek k našemu razvoju. S tem sprejemom želim samo povedati, kako zelo cenimo ta vaš prispevek k temu razvoju. Hvala, čestitke in veliko uspehov. Hvala za lep nagovor. Leon, veš, da smo že pri koncu in da nama je uspelo pripeljati do konca prvo podelitev inženirske iskre. Kaj res? Joj, kako čas hitro mine, ko si v tako prijetni družbi. Prav res. Še enkrat iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj. Zahvala gre tudi vsem, ki so omogočili, da je današnji dogodek potekal nemoteno. Iskrena hvala predsedniku Pahorju za podporo projektu in spodbujanju inovativnosti. Hvala Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, dekanu, profesorju dr. Gregorju Dolinarju in tehnični ekipi, ki je poskrbela, da ste si današnji dogodek lahko ogledali iz domačega naslonjača. Hvala tudi vsem partnerjem projekta Inženirke in inženirji bomo. Brez vaše podpore projekta ne bi bilo mogoče izvesti. Čestitke tudi celotni ekipi projekta Inženirke in inženirji bomo, ki že leta mlade navdušuje za inženirske poklice. Ne nazadnje pa hvala tudi vam, dragi gledalci, ki nas spremljate, da ste bili z nami. Upava, da so tudi pri vas inženirske iskre zanetile plamen navdušenja za inovativnost, inženirstvo in doseganje izjemnih dosežkov. Saj veste, Slovenci smo narod inženirjev, inovatorjev in pionirjev, le da na to včasih malo pozabimo. Prav zato so dogodki, kot je današnji, še posebno pomembni, da nas opomnijo, kaj vse se z znanjem in sodelovanjem da doseči. Ne bojte se izzivov, temveč zaupajte vase in si dovolite zasijati v vsem svojem sijaju. Sedaj pa sledi fotografiranje prejemnikov priznanj s predsednikom Republike Slovenije. Fotografiranje bo potekalo na stopnicah po naslednjem vrstnem redu. Najprej skupina Gimnazije Vič, nato skupina Strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj,
skupina Diham, skupina Janeza Pirca s sodelavci in prijatelji, skupina Hiše eksperimentov in skupina Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani s partnerji. Po zaključku skupinskega fotografiranja je uradni del slovesnosti zaključen. V času druženja vas vljudno prosimo, da ohranite primerno razdaljo.